Dobro dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Socialnih demokratov, ki poteka po seji predsedstva. Na tiskovni konferenci bo predsednik stranke, minister Dejan Židan, spregovoril o ključnih zavezah Socialnih demokratov za prihodnje obdobje Slovenije. Predsednik, beseda je tvoja. Denis, hvala. Spoštovane. Hvala za udeležbo na naši tiskovni konferenci po seji predsedstva Socialnih demokratov. Pričnem kar s vprašanjem. Ali res verjamemo, da si Slovenke in Slovenci, državljanke in državljane, v letu, ki je leto dni pred obletnico priključitve Prekmurja Sloveniji, želimo urbanizacijo Slovenije? Naš odgovor je ne. Mi ne želimo države, kjer ima domovinsko pravico širjenje neresnic, ustrahovanja, izgona tistih, ki mislijo drugače, zavračanja skupne usode in solidarnosti. Socialni demokrati smo drugačna alternativa. Mi vidimo sebe kot predstavnika politike, ki verjame v odprto družbo, v družbo, kjer je blaginja prisotna za vse, kjer ima človek pravico tudi drugačnega mnenja in je kljub temu spoštovan, kjer se razume, da smo v 150 letih dosegli državljanske pravice, univerzalne človekove pravice, politično emancipacijo in tudi delavske pravice. In da je pred nami še mnogo dela, ki ga želimo skupaj opraviti z naprednimi evropskimi državami, ki razumejo, da skupna pot je skupna pot v blaginjo, v varnost in tudi solidarnost. Zato je zelo pomembno, da volivke in volivci se zavedajo, da imajo v Socialnih demokratih garancijo, da je glas za socialno demokracijo glas za novo vlado, v kateri ne bo radikalne desnice, ki pelje po poti urbanizacije Slovenije. Socialni demokrati sedaj tudi pričenjamo z tretjim delom etape komunikacije z volivci in danes, jutri, pojutrišnjem boste začeli opazovati zaveze, ki jih dajemo. Zaveza Socialnih demokratov za višje plače. Socialni demokrati obljubljamo, da bodo naše državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, v letu dni zaradi našega davčnega prestrukturiranja imeli višje plače. Bistveno bomo posegli v dohodnino, vendar na način, da bomo izpeljali davčno prestrukturiranje. Socialni demokrati dajemo zavezo, da že v naslednjem letu bomo bistveno zmanjšali čakalne vrste v zdravstvu. To, da ljudje, ki so bolni, čakajo tedne, mesece in tudi leta, da pridejo do osnovne pravice in to je do zdravstvene obravnave, je nam nesprejemljivo. Mi se zavedamo, da enkratna operacija zmanjševanja čakalnih vrst je pomemben strošek. To je po naši oceni 150 milijonov evrov, ampak mi smo pripravljeni kot prednostno nalogo bodoče vlade zagotoviti 150 milijonov, da bodo naši ljudje, ki po nepotrebnem čakajo v čakalnih vrstah, dobili potrebno preiskavo, operacijo ali drugi poseg, bodi si v javnih zavodih, bodi si v zasebnih ali če je potrebno tudi v tujini. In istočasno smo pripravljeni zdravstvo spremeniti, odpraviti vse oblike netransparentnosti, koruptivnosti, iti v resnici na sistem skupnih nabav in hkrati na sistem preoblikovanja javnih zavodov, ki bodo bolj učinkoviti, da bodo direktorji imeli pooblastila in ne samo opravičila in da bo člani svetov zavodov imeli v resnici pristojnost in tudi odgovornost. Socialni demokrati smo sposobni spremeniti tudi šolski sistem. To, da je danes zaradi trenutne oblike, ko je preveč informacij prisotno, šolstvo svoje učenje preneslo na družine, na svoje starše otroci, je smer,
ki jo želimo spremeniti. Šolski sistem, ki ga bomo oblikovali Socialni demokrati, pomeni manj nalog, več znanja. To je sistem, kakršnega je razvila tudi Finska. Socialni demokrati se zavedamo, da v Sloveniji primanjkuje najemnih stanovanj. Mi dajemo zavezo, da po našem mandatu, po koncu našega mandata, če nam volivke in volivci dajo to možnost, bo v Sloveniji na razpolago 10 000 novih neprofitnih stanovanj, da bodo zlasti mlade družine imele možnost kvalitetnega in hkrati nepredragega bivanja. Socialni demokrati dajemo tudi zavezo, da bomo z načrtno akcijo v obdobju 4 let izgradili 2000 novih mest v domovih za starejše, ob tem, da se zavedamo, da je v prvih 2 letih potrebno sprejeti 2 nujno potrebna zakona z področja pravic starejših. Govorim o zakonu o dolgotrajni oskrbi in govorim tudi o demografskem zakonu. Socialni demokrati bomo prestrukturirali pokojninsko zakonodajo zato, da več ne bomo pristajali, da je odmerna pravica za pokojnino samo 57% konkretne poprečne plače posameznika. Naš cilj, ki smo ga sposobni izpeljati v 4 letih, je odmerna lestvica 70%. Imamo še mnogo več zavez. Socialni demokrati preko programa Samozavestna Slovenija imamo 10 strateških ciljev, 110 področnih in več kot 500 ukrepov. In Socialni demokrati jasno povemo, za ukrepe, ki jih bomo izpeljali, ne bomo zadolževali naslednjih generacij. Mi se zavedamo, da vseh želja ni možno uresničiti znotraj glavnih možnosti. Zato je naša prioriteta takojšnjo reševanje nemogoče težkega stanja v čakalnih vrstah, dodatni poudarek razvoju, kulturi in odpravljanju revščine tam, kjer je prisotna. Hvala. Hvala predsedniku. Na voljo ste z vašim vprašanjem. Če lahko gospod Čidan, v vseh ukrepih ste našteli, bo zanimiv vaš prvi poudarek neorganizaciji Slovenije. Če pa pogledamo to, kar počneta Erjavec in Janković, je strašenje z Janšo res tista glavna stvar, s katero trenutno lahko Levica tudi v upadu volilnih anket ustreže. Je to tisto pravo? Kdorkoli ima samo eno programsko točko in to je biti proti radikalni desnici, po našem mnenju ni vreden glasov. Mi povemo, kaj bomo naredili, da pripeljemo blaginjo do več ljudi. Mi seveda jasno povemo, da v naši vladi radikalne desnice ne bo. To ni volilna obljuba, kako živeti bolje. To je samo stališče, da radikalne desnice v vladi, ki jo bomo sestavljali ali bili prisotni Socialni demokrati, ne bo. Ukrepe za izboljšanje so pa drugačne. Tudi to je razlog, da Socialni demokrati ne verjamemo v to vrstne podpise nečesa, kar lahko povemo z besedo. Podpisanih papirjev je bilo v Sloveniji preveč. Mi celo ocenjujemo, da to vrstne poteze imajo celo negativni učinek. Zato, ker povzročijo homogenizacijo desnice in hkrati obrnejo pozornost na napačno stališče. Slovenija ne bo živela bolje zaradi tega, če govorimo, da nismo za radikalno desnico. To je samo stališče. Slovenija bo živela bolje zato, če bomo izpeljali več kot 500 ukrepov, ki smo jih pripravili Socialni demokrati. Hvala. Mene pa zanima, kakšno je stališče stranke do aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu. Kakšni so zdaj neki vaši postopki, stališče? Ravno aktualna dogajanja kažejo, kako prav smo imeli, ko smo vsa ta leta podpirali priznanje Palestine. Priznanje Palestine bi v resnici, ki je priznano od več kot 100 držav, bi v resnici ojačalo palestinsko državo. To, kar se sedaj dogaja, je ne samo destabilizacija tega področja, ampak je očitno želja, da se
ponovno prestrukturira svetovni red. In ko se nas vpraša, ali smo za sodelovanje z Združenimi državami Amerike, Rusijo, Kitajsko, Evropo, mi povemo, da ne želimo izključevati, mi želimo sodelovati z vsemi. Vendar prijateljsko sodelovanje pomeni tudi tole, da slediš argumentom in ne samo, da nekomu slediš, ker želiš, da je tvoj prijatelj. Mene samo zanima, ne, v zvezi z vašo kandidatno listo. Gospod Levanič je že prejšnji teden sicer pojasneval, kaj se dogaja s to gospod Mijelo Babič, ampak nam je potem nekako medijem še vedno ni uspelo priklicati. Pa me samo zanima, kaj se trenutno dogaja z njo in stranka, če še vedno stoji za njo. Stranka ima kandidatno listo, ne more jo spremeniti. Tudi za stranko je bilo presenečenje, to, kar ste mediji sporočili, oziroma volilna komisija, da gospa ima volilno soglasje pri dveh strankah. Mi poznamo stališče kandidatke, da je bila pri dajanju soglasja za drugo stranko zavedena, vendar to vse je manj pomembno. Mi v tem trenutku volilnega seznama ne moremo spremeniti in verjamete mi, da naši kandidati, naše kandidatke so zelo kompetentni ljudje, da pa se kdaj zgodi tudi najbolj resnim strankam kakšen zdrs, pa naj bo upravičljivo. Še kakšno vprašanje ob tebi? Ne? Če ne, se vam zahvaljujem in vas bo pozdravljam, ter vas vabim na volitve 3.6. Hvala lepa. In če glasujete v Pomurju, obkrožite za predno številko 5. Predsednik, odlično.